Spoštovani predsednik Gospodarske zbornice, dragi evropski prijatelji, ministri, cenjeni gostje. Naslov konference Tranzicijo z ambicijo pove več kot 1000 besed. Podjetnost in uspešnost posameznika, podjetja in nenazadnje naroda zaznamuje ambicija biti vedno boljši. Ta lastnost je še posebej pomembna v kriznih časih, kar pandemija brez dvoma je. Letošnje leto ni bilo lahko leto za nikogar, a vendar upam, da je kriza, ki jo povzročil virus, bila hkrati priložnost, da spremenimo naše vzorce razmišljanja. Da je epidemija iz nas poklicala novo zaupanje v lastne sposobnosti in moči. In da smo krizo, kakorkoli včasih to čudno zveni, sprejeli tudi kot izziv. Gospodarski kazalci v naši Sloveniji dokazujejo, da je vlada s sprejemom protikoronskih zakonodajnih paketov uspešno in učinkovito omilila negativni vpliv epidemije na gospodarstvo. Preko protikoronskih ukrepov smo samostojnim podjetnikom in podjetjem namenili okrog 2,15 milijarde evrov pomoči. Pri tej pomoči ni upoštevana pomoč iz naslova turističnih bonov. Njihova skupna vrednost v lanskem letu znaša okoli 357 milijonov evrov, v letošnjem letu pa okoli skoraj 200 milijonov evrov. Ne glede na to, da je večina dela vlade v letošnjem letu zaradi epidemije še vedno bila povezana z ukrepi za zaščito zdravja ljudi, me veseli, da smo sprejeli zakon o debirokratizaciji, ki pomeni prvi korak v ukinjanju številnih ovir tako za podjetja kot državljane. Predlog zakona je že v parlamentarni obravnavi, drugi paket ukrepov pa tudi v pripravi. V obravnavi v Državnem zboru je tudi predlog davčnih sprememb. Z njim bomo ljudem zagotovili višje plače, ne da bi se hkrati povečali stroški za podjetja. Vlada sprejema tudi ukrepe, ki naslavljajo strukturne težave gospodarstva, kot je pomanjkanje visoko izobražene tehnične delovne sile in pa ukrepe, ki blažijo negativne posledice epidemije, kot je na primer visoka rast cen energentov in surovin na svetovnem trgu. Ti ukrepi niso samo za jutri, temveč tudi za obdobje čez 5 oziroma 10 let in za prihodnje generacije. Spoštovani, poleg pregovorne slovenske delovnosti je našteto gotovo razlog, da se lahko danes pohvalimo z enim najhitreje rastočih gospodarstv v Evropi in z najvišjo zaposlenostjo v zgodovini samostojne Slovenije. Gospodarske napovedi so obetavne tudi za v prihodnje. Naš cilj je jasen in poznamo pot do njega. Prihodnost Slovenije je seveda zelena in digitalna, ali bolje rečeno, še bolj zelena in še bolj digitalna. Razvijali jo bomo celostno in homogeno in pametno. Uporabili bomo vse prednosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, ter izkoristili vse talente in znanja, ki jih kot narod imamo. Pri tem pa ne bomo eksperimentirali v različne neznane smeri, ki lahko prinesejo več škode kot koristi. Razmišljanje izven znanih okvirov bomo na široko odprli vrata. Ustvarjalno okolje bo gotovo imelo za posledico, da bodo mladi priložnosti za delo našli doma, ne pa odhajali na tuje. To pa je gotovo najbolj učinkovit ukrep družinske politike in konkreten korak k temu, da obrnemo negativen demografski trend. Spoštovani, želim vam uspešno konferenco, ki bo ponudila nove razvojne, zelene, ustvarjalne in pametne gospodarske rešitve. V bližajočem koncu leta vam in vašim domačim želim mirne in blagoslovljene božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v novem letu 2022 pa predvsem zdravja in podjetniškega poguma. Ali kot je dejal John Sculley, prihodnost pripada tistim, ki vidijo možnosti, še preden te postanejo očitne. Najlepša hvala.